Zdravo, jaz sem Grega, danes sem vam predstavil, kako se naredi 3D fotke za na Facebook. Te fotke so super, ker zelo povečajo interaktivnost, sploh ker je to zdaj še nov trend in je vse skupaj bolj aktualno. Pa če kar začnemo, zelo je fajn, če imate pri sebi Photoshop, ker moramo najprej narediti depth map. 2D sliko, ki jo imamo, moramo spremeniti v tole tukaj. Zdaj, kako to deluje? V sliki moramo določiti globino. Tiste stvari na sliki, ki so najbližje, bojo svetlejše, tiste, ki so v ozadju, bojo bolj temne. In točno to moramo zdaj tukaj narediti. Najboljša stvar je, če kar dodamo nov layer, pa ga preimenujemo v ospredje. Priporočam uporabo Polygonal Lasso, ker imamo zelo veliko nadzora s tem orodjem. In kar začnemo obrobljati tisto stvar, ki se nam zdi, da bo na sliki najbližja. Ko smo z obrobo končali, izberemo čopič in z belo barvo prebarvamo vse, kar imamo tukaj. To bo zdaj naša najbližja plast na sliki. Pa kar nadaljujemo, ustvarimo naslednji layer in začnemo z obrobo jezera. Ko bomo izbrali jezero, bomo pa naredili nekaj posebenega. Tale barva tukaj dol je mehen bolj daleč od nas, kot da bomo izbrali mehen bolj tako sivkasto barvo. Tili končni deli jezera so pa že kar mehen bolj daleč, ko vzamemo kar mehen bolj tako temno sivo. Pa vzamemo gradient tool, pa potegnemo črto, da dobimo tak priliv iz tega ven v jezero. Zdaj bi tako razdelil še tale lev hrib, tele gore tukaj v zadnji, pa še tele gore tukaj čisto v ozadju. Tako da bom še 3 dodatne plasti dodal, plus ozadje, kar bo nebo, ki bo čisto črna. In kar začnemo z obrobo. Zdaj, ni vam treba biti pretirano natančni, zaradi tega, ker se majhni detajli na 3D slikah sploh ne opazijo. Jaz sem to napako že naredil, tako da ste lahko kar površni, kar se tega tiče. In tudi, ker se bo slika na koncu premikala, se deformaciji na modrem ozadju sploh ne bo opazil. Ok, tole imamo. Zdaj bomo pa vzeli v gradient tole barvo tukaj, kjer se gora začne, ta bo naša začetna barva. Barva tukaj zgoraj je pa lahko še majhen temnejša temu. Vzamemo gradient, potegnemo črto in zgleda tako nekako, tole meni zgleda super. Nov layer, ponovimo še s to goro. Zdaj bomo pa vzeli tole barvo tukaj, kjer se gora začne, da bo ista oddaljenost. Za končno barvo bomo pa vzeli tole razdaljo tukaj, to je pa že kar precej daleč, ko kar prijemo na tako res temno sivo vzeti. Gradient tool, potegnemo črto, superca. Spet nov layer, tukaj nam preostane več veliko dela. Ti gore pobarvamo, ker zdaj na tako res temno sivo, glih to, da še ni črna. Na koncu ostane še ozadje, samo naredimo nov layer in prebarvamo celo sliko s črno, kar preostane. Naredili smo depth map. Naši sliki bo ime Julijske podčrtaj Alpe. Ko pa izvažamo depth map, je pa edina pomembna stvar, da je ime Julijske podčrtaj Alpe in dodamo še podčrtaj depth. Samo to je pomembno, da je isti ime plus podčrtaj depth. Ko obe slike tukaj že imamo, gremo samo na Facebook, objavimo fotografijo in sedaj izberemo obe te dve fotke, ki jih imamo tukaj. In ko se obe fotke naložita, bo začel Facebook sam ustvarjati 3D fotografijo. Dobite še prav predogled, kako bo vaša slika izgledala in na koncu delite sliko z ostalimi. In to je vsa znanost. Čestitke, naredili ste svojo prvo 3D fotografijo.